Pozdravljeni na dogodku, ki ga organizira Univerza v Novi Gorici in Zavod Znanost na cesti. Lepo pozdravljam tudi našega govorca, profesor dr. Imra Cikajla, ki nam je danes pripravil zelo zanimivo predavanje na tematiko robotov in tehnologije kot asistentov v rehabilitaciji. Profesor dr. Imre Cikajlo je zaposlen na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, kjer je odgovoren za razvoj telerehabilitacije in virtualne resničnosti v rehabilitacijski robotiki. Poleg tega je tudi profesor na naši univerzi. V napovedniku dogodka ste lahko zasledili še eno ime, to je Maja Ratej. Stati bi namreč morala tukaj na mojem mestu in voditi ta pogovor, vendar je na žalost zbolela, tako da ji želimo, da čim prej okreva. Bo pa današnji dogodek malo drugačen kot klasičen dogodek znanosti na cesti, ki je kot pogovor. Danes bomo zato, ker nimamo moderatorke, imeli kot samostojno predavanje. Torej, prosim. Hvala lepa za predstavitev. Se ne rabim sam predstaviti. Jaz bi bil sicer zelo vesel, če bi imeli moderatorko, gospa iz Maja Ratej bi nam verjetno popestrila malo večer. Zato bom pač nekako sam poskušal malo poljudno znanstveno povedati nekaj o tem, kaj sploh robot dela v rehabilitaciji, oziroma zakaj naj bi bil robot asistent v rehabilitaciji. Prihajam iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča, ki ga večina pozna kot bolnico, mogoče bolj kot Zavod za rehabilitacijo invalidov nekoč. Velikokrat si predstavljamo to bolj kot neke vrste manualno terapijo, kjer je v principu človek tisti, ki počne vse, kjer so prijazni do ljudi, kjer na nek način imamo čarobno palico, da vrnemo človeka nazaj v funkcionalno življenje in tako naprej. To bi bilo seveda v idealnem primeru. V praksi je pa ponavadi tako, da človeku usmislimo drugačen način življenja, kako živeti z pripomočki, ampak da pa to naredimo, pa moramo izkoristiti človekove zmožnosti. Človeški centralni živčni sistem ima neverjetno veliko možnost, plastičnost in o tem nekaj stvari bi nekako želel v uvodniku poudariti. Se pravi, govorili bomo manj ali več o nevromišični rehabilitaciji, se pravi, ne bomo sposoben pokriti celotnega spektra rehabilitacije, ker Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča dejansko pokriva celostno rehabilitacijo, se pravi delovno terapijo, fizioterapijo, kognitivno terapijo, psihoterapijo, logopedijo, pa še bi se našle stvari, ki so pri nas prisotne. Imamo tudi diagnostiko, zdaj, če že inštitucijo predstavljam, imamo tudi 223 postelj, pa na nek način okrog 12,000 pacientov na leto na ambulantnem nivoju, tako da je kar frekventno. Zdaj, če se vrnemo nazaj k temi, nevromišična rehabilitacija po poškodbi, po nevromišični poškodbi ali nevrodegenerativni bolezni, v glavnem gre za to, da živčni sistem nekako restavriramo, poskušamo mu dopovedati, katere funkcije naj opravlja. Kadar sem v inženirskem okolju, pogosto rečem, da je to na nek način kot centralni računalnik in veliko vodov, električnih vodov, ki pošiljajo električne signale mišicam, kako naj delujejo. To bi bilo v zelo poenostavljenem primeru res tako. Problem je samo v tem, da ne znamo natančno dešifrirati, kako ti signali potujejo, v katero smer potujejo, a potujejo samo v eno smer, a potujejo v drugo smer in kako so kodirani. Zelo veliko tega je seveda znanosti v zadnjih 50 letih tudi uspelo. Se pravi, sposobni smo vzbuditi z električnim signalom mišico, pravzaprav smo sposobni bili večkanalno stimulirati, tako da je tudi paraplegik vstal in za nekaj časa tudi hodil, kljub temu, da je imel popolnoma presekano hrbtenjačo in tako naprej. Skratka, nevromišična rehabilitacija izkorišča tako imenovano plastičnost centralnega živčnega sistema, predvsem se bomo osredotočili tukaj na motorični sistem in na motorično rehabilitacijo. Tale zahteva zelo veliko napora. Če si predstavljate, da je treba človeka, ki tehta tudi 100 kg in več, nekako
premakniti, pripraviti do tega, da sodeluje, je treba izvesti veliko ciljno usmerjenih gibov, ponovitev vaj, ki pa niso le razmigavanje oziroma telovadba, kot bi si marsikdo predstavljal, ampak predstavljajo gib mišice, se pravi v skrajno lego, tako da izzovejo neke vrste refleks, skratka, da pride v tisti položaj, v katerem tudi živčevje odreagira oziroma pride do svoje funkcije. In takrat je rehabilitacija, kako bi rekli, funkcionalna. Seveda, če želimo zvedeti, kako uspešna je bila ta rehabilitacija, pogosto izvedemo kak klinični test. Klinični testi so validirani, medicinsko uveljavljeni in kakor sami vidimo tudi na slikah, niso tako preprosti za izvedbo, predvsem, če gre za človeka, ki ne sodeluje ali je večje težave. Skratka, za izvedbo rehabilitacije oziroma določenih gibov, pa recimo na bradlji, pri bradlji ali pa v hoji, potrebujemo včasih tudi 3 fizioterapevte, da izvedejo posamezni gib, kaj šele, da bi ga lahko velikokrat ponovili. Ob tem se pojavi zopet vprašanje iz naslova, zakaj neki robot v rehabilitaciji? Ali to pomeni, da bo robot nadomestil človeka, ki je v principu še vedno zelo sposoben, človek ima znanje, ima izkušnje, ne glede na to, da govorimo o pametnih robotih pa o pametnih zadevah, pameten je človek. Robot se nauči določenih stvari, ampak pameten je še vedno samo človek. Se pravi, to nekako bi rekli, da ne drži. Pacienti imajo raje prijaznega terapevta. Velikokrat to drži. Velikokrat pacient pravi, da bi se raje pogovarjal s človekom, kakor pa da bi ga nekako robot obravnaval. Tudi to drži. Da terapevti zmorejo bolje in se nikoli ne utrudijo. Tole mislim, da se boste vsi strinjali, da je to skoraj nemogoče. Namreč že izvesti 2 giba enako, z enako natančnostjo, enako ponovljivosti, kaj šele stopnjevati težavnost in se prilagoditi vsakemu pacientu, ki ima drugačne motorične sposobnosti ali pa recimo kognitivne sposobnosti, to je praktično nemogoče. In ali lahko meritve opravimo kasneje, ker imamo teste. Pogosto se klinični testi opravijo ob sprejemu, potem ob določeni končani terapiji, zato da se ovrednoti terapija, zato da se ugotovi, koliko je pač funkcionalnost napredovala in tako naprej. Tega žal drugače kot z strojem, pa če je to človek, ki opravlja delo stroja in 1000-krat ponovi, je težko izvedljivo. Robot ima eno možnost, najensko se ne utrudi, sposoben je delati 24h7, približno 3 dni, potem mu je treba napolniti baterije in zmore 1000 in več enakih ponovitev. Potem, kar zmore tudi robot zmore zmanjševanje intenzivnosti, zmore tudi terapijo intenzivneje povečevati. Se pravi, to ne pomeni samo hitrost, ampak kakor lahko vidite na sliki robota, to je robot iz industrijskega robota nastal medicinski robot KUKA, ki ga je dansko podjetje poimenovalo Robert in so ga naredili in postavili na mobilno platformo in je že zdaj na voljo. Se pravi, zmanjšuje intenzivnost terapije. To pomeni, da je tudi v tem primeru obseg giba lahko zmanjša, poveča in tako naprej, odvisno od tega, kako pacient seveda odreagira ali mu terapevt pokaže. Robot se je sposoben tudi kaj naučiti. Potem, kaj omogoča robot? Omogoča tudi sprotne meritve, primerjave rezultate s testi, ki jih lahko primerja sproti, pa recimo, če so že v informacijskem sistemu, jih lahko prepusti, da si jih ogleda tudi kak drug strokovnjak in med tem, ko terapija poteka, tudi sam vskoči ali pa prilagodi terapijo. Seveda tega se tudi robot lahko sproti nauči in to izvede. Spravi, tole je tisto tak odgovor, zakaj bi imeli robota v rehabilitaciji. Potem, po katera področja bi pokrili? A je robot sposoben pokriti vsa področja? Velikokrat srečamo robote, to bi rekel, da v socialni robotiki, ki se pogovarjajo, ki delajo družbo starostnikom, mogoče tudi seveda komunicirajo z njimi. Vendar v
rehabilitaciji imamo ponavadi večje težave z vadbo ravnotežja. Pravi, človek mora stati, mora vaditi ravnotežje, prenesti težo iz ene strani na drugo stran. Predstavljajte si človeka, ki je utrpel možgansko kap, je enostransko popolnoma hrom, kako bo prenesel težo na hromo stran. Verjetno najprej nikakor, kasneje pa z nezaupanjem. In se pravi, to je tisto, kar lahko omogoči robot. Potem omogoči seveda lahko tudi varno in energetsko učinkovito vstajanje. Se pravi, kako človek vstane. Tudi to lahko z robotom omogočimo. Seveda najprej treba ugotoviti, kaj je energetsko učinkovito vstajanje. Zato smo nekako znanstveniki tudi, da lahko tudi to preiščemo. Potem omogoča ciljno vodeno vadbo. Kaj pomeni ciljno? Se pravi, da imamo nek cilj, ki ga moramo doseči, ki ga moramo narediti, kajti človek je nagnjen k temu, da ko izpolnjuje nek cilj, da je potem zadovoljen, motiviran. Poleg tega se cilja loti na drugačen način. Možgani modelirajo cel čas, kako bo cilj izvedel. Se pravi, tu ne gre samo za tisto, da vidimo cilj in da potem to dosežemo motorično, ampak tudi kako ga bomo dosegli, kako bomo naredili, to je dejansko na neke vrste modeliranje v možganih. In seveda, mi pa lahko med tem vadbo prilagajamo glede na učinkovitost. Se pravi, kaj pomeni učinkovitost? To pomeni, da je izvedba naloge v skladu s pričakovanji in pa seveda prilagajamo sproti glede na sposobnosti in napredek pacienta. Zakaj je to potrebno? Zaradi tega, ker vsak pacient je individuum. Konec koncev ima vsak sposobnosti, eni so manj sposobni, eni hitreje napredujejo pri rehabilitaciji, drugi počasneje. In zdaj, če se nekako lotimo ravnotežja, moramo človeka obdržati po konci. Na Soči smo izdelali robota, ki smo ga poimenovali Bart. Robot drži človeka v višini pasu in omogoča pasivno ali pa aktivno kontrolo v pasu. Pravi, dejansko ne morete pasti v nobenem primeru. Lahko pa seveda robot poskuša vam vsiliti neke vrste padanja. Pravi, nenehno, mi to imenujemo nepričakovane perturbacije, ampak v glavnem izgubili boste ravnotežje. In to lahko tudi počnemo med hojo ali med stojo, pravi, kakor pa želimo in v katerikoli smeri. Lahko so naključne, lahko jih pa pričakuje. Lahko so v skladu z pričakovano nalogo, v navidezni resničnosti, lahko pa tudi ne. Sedaj iz takih in drugačnih naprav, ene smo pač nekako razvili na Soči, druge so razvili drugi, so nastale naprave, komercialne naprave, kot je recimo Lokomat, nekoč bi rekel švicarski Lokomat, danes bom rekel kitajski Lokomat, ali pa recimo Balance Trainer, katerega avtorji smo nekako v Sloveniji, patentirala z tega pa profesor Matjačič in profesor Senkjer na Danskem in je nastala iz tega zelo enostavna, tako imenovana stojka, ki jo vidimo na desni sliki. Omogoča pasivno vadbo ravnotežja, se pravi, dejansko lahko nastavite trdnost zmeti in terapevtu omogoča, da to sam upravlja prenos teže iz leve, desno oziroma v vseh smereh. Potem se lahko tako platformo lahko tudi postavimo v gibanje, ker ti namreč osnovni cilj ohranjanja ravnotežja, dinamičnega ravnotežja je hoja. Konec koncev, to je cilj, da želimo hoditi. Mi smo iz Balance Trainerja naredili mobilni Balance Trainer. Ga opremili z raznimi računalniki, senzorji, tako kot se za mobilnega robota spodobi, je bil sposoben orientacije v prostoru, risal je zemljevid svoj, pa se je tukaj zataknilo. Potem smo prišli do prototipa, prototip je bil malo poenostavnejši, je bil bolj robusten, deloval je, imel je pasivno kontrolo ravnotežja in je sledil pacientu. Se pravi, če je pacient stopil naprej, je tudi robot se premaknil naprej in tako. Tako da interakcija med pacientom in med robotom je bila praktično zmanjševanje oziroma ničelna sila. In kaj je nastalo iz tega? Ego, komercialni izdelek podjetja Medica Medicine Technic. Popolnoma daljinsko vodena naprava, nobene inteligence, ničesar. Robot dejansko je izgubil tisto
besedo robot, postal je daljinsko vodeni nastojka, če ji tako rečemo, dinamična stojka. Ampak to je nekaj, kar je podjetje ocenilo, da je v danem trenutku bilo komercialno zanimivo. Kasneje so se dodali še določene elektronske igrače, da temu tako rečem, se pravi, da je bilo neke vrste možno, da je tudi določene naloge sam opravil, se pravi, določeno trajektorijo po prostoru je sam opravil, vendar seveda ni imel te avtonomnosti. Da smo lahko prešli tudi na dinamično ravnotežje, smo seveda tudi preskusili plošče. Tukaj smo vstopili z raziskavami. Namreč raziskave so vedno potrebna ali pa nepotreben balast, ki more biti. Zato, ker drugače ne moremo ugotoviti, kakšen bi bil primeren robot, kakšna platforma bi bila primerna, kako bi, pa katere gibe bi izvali, da bi sprožili to plastičnost v možganih. Pravi, tako smo nekako v okviru evropskega projekta naredili tehnologijo, ki je bila tudi primerna potem takem za uporabo na domu. Vključili smo jo v telerehabilitacijski sistem, preskusili v pametnem stanovanju Dom Iris in tudi pri pacientih po možganski kapi. Se pravi, tale naša oseba je na nek način, kadar je trčila z virtualnim objektom, jo je dejansko spodneslo. To je bilo tako imenovano dinamična vadba ravnotežja. V takem primeru pride do odziva in ta odziv je tisti, ki ga mi želimo zmeriti. Ampak če je oseba želela vstati, pa težko vstaja, smo morali najprej ugotoviti, kakor že prej povedano, kako se učinkovito vstane. Spravi, študirali smo vstajanje zdravega človeka, preračunali, kakšno bi bilo najbolj učinkovito, pa najbolj optimalno vstajanje, naredili številne meritve z srednjo podporo robota, z popolno podporo robota in ugotovili, kakšne so pri tem trajektorije oziroma koti v posameznih sklepih, poraba energije v sklepih in seveda tudi mišična aktivnost po posameznih mišicah, ki so aktivne pri tem. Ugotovili smo, da pri polni podpori, se pravi polni STS podpori, na desni strani vidimo, da mišica quadriceps recimo sploh ni aktivna in ravno tako ne tibialis anterior. Če se malo gledamo, se pravi, vidimo, da te mišice niso aktivne. Zato želimo imeti manjšo podporo, pri kateri lahko načrtujemo ali pa seveda mogoče celo ničelno podporo. Takrat robot samo sledi pacientu. No in tako je nastal prototip, tako imenovani STS oziroma kakor ga imenujemo Sit-to-Stand Standard Strainer, kateremu je nekako so uradi podelili ameriški in evropski patent in seveda naprava trenutno prestaja klinično preskušanje. Vendar, če od tukaj naprej gremo, je druga najbolj pomembna stvar, poleg tega, da vstanemo, kar je pomembno tudi seveda za prebavo, je doseganje in prijemanje, se pravi uporaba zgornjih pokončin. Brez tega dejansko si ne predstavljamo življenja. Tudi če bi sedeli na vozičku, bi nam to zelo veliko pomenilo. Zato je rehabilitacija zgornjih ekstremitet lahko seveda tudi ena od prioritet. Preko razvoja, raziskav, nekaj let smo prišli do tega, da bi lahko izdelali napravo robota za urjenje zgornjih pokončin z dvema motorjema, se pravi poenostavljeno zadevo. Poleg tega bi lahko istega robota uporabljali tako za rehabilitacijo roke, kakor za rehabilitacijo zapestja. Torej, pozdravljeni na dogodku, ki ga organizira Univerza v Novi Gorici in Zavod Znanost na cesti. Lepo pozdravljam tudi našega govorca, profesor dr. Imra Cikaljla, ki nam je danes pripravil zelo zanimivo predavanje na tematiko robotov in tehnologije kot asistentov v rehabilitaciji. Profesor dr. Imre Cikaljl je zaposlen na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, kjer je odgovoren za razvoj telerehabilitacije in virtualne resničnosti v rehabilitacijski robotiki. Poleg tega je tudi profesor na naši univerzi.
V napovedniku dogodka ste lahko zasledili še eno ime, to je Maja Ratej. Stati bi namreč morala tukaj na mojem mestu in voditi ta pogovor, vendar je na žalost zbolela, tako da ji želimo, da čim prej okreva. Bo pa današnji dogodek malo drugačen kot klasičen dogodek znanosti na cesti, ki je kot pogovor. Danes bomo zato, ker nimamo moderatorke, imeli kot samostojno predavanje. Torej, prosim. Torej, hvala lepa za predstavitev. Torej, se ne rabim sam predstaviti. Jaz bi bil sicer zelo vesel, če bi imeli moderatorko, gospa iz Maja Ratej bi nam verjetno popestrila malo večer. Zato bom pač nekako sam poskušal malo poljudno-znanstveno povedati nekaj o tem, kaj sploh robot dela v rehabilitaciji, oziroma zakaj naj bi bil robot asistent v rehabilitaciji. Prihajam iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča, ki ga večina pozna kot bolnico, mogoče bolj kot Zavod za rehabilitacijo invalidov nekoč. Velikokrat si predstavljamo to bolj kot neke vrste manualno terapijo, kjer je v principu človek tisti, ki počne vse, kjer so prijazni do ljudi, kjer na nek način imamo čarobno palico, da vrnemo človeka nazaj v funkcionalno življenje in tako naprej. To bi bilo seveda v idealnem primeru. V praksi je pa ponavadi tako, da človeku usmislimo drugačen način življenja, kako živeti z pripomočki, ampak da pa to naredimo, pa moramo izkoristiti človekove zmožnosti. Človeški centralni živčni sistem ima neverjetno veliko možnost, plastičnost in o tem nekaj stvari bi nekako želel v uvodniku poudariti. Se pravi, govorili bomo manj ali več o nevromišični rehabilitaciji, se pravi, ne bomo sposoben pokriti celotnega spektra rehabilitacije, ker Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča dejansko pokriva celostno rehabilitacijo, se pravi delovno terapijo, fizioterapijo, kognitivno terapijo, psihoterapijo, logopedijo, pa še bi se našle stvari, ki so pri nas prisotne. Imamo tudi diagnostiko, zdaj, če že inštitucijo predstavljam, imamo tudi 223 postelj, pa na nek način okrog 12,000 pacientov na leto na ambulantnem nivoju, tako da je kar frekventno. Zdaj, če se vrnemo nazaj k temi, nevromišična rehabilitacija po poškodbi, po nevromišični poškodbi ali nevrodegenerativni bolezni, v glavnem gre za to, da živčni sistem nekako restavriramo, poskušamo mu dopovedati, katere funkcije naj opravlja. Kadar sem v inženirskem okolju, pogosto rečem, da je to na nek način kot centralni računalnik in veliko vodov, električnih vodov, ki pošiljajo električne signale mišicam, kako naj delujejo. To bi bilo v zelo poenostavljenem primeru res tako. Problem je samo v tem, da ne znamo natančno dešifrirati, kako ti signali potujejo, v katero smer potujejo, a potujejo samo v eno smer, a potujejo v drugo smer in kako so kodirani. Zelo veliko tega je seveda znanosti v zadnjih 50 letih tudi uspelo. Se pravi, sposobni smo vzbuditi z električnim signalom mišico, pravzaprav smo sposobni bili večkanalno stimulirati, tako da je tudi paraplegik ostal in za nekaj časa tudi hodil, kljub temu, da je imel popolnoma presekano hrbtenjačo in tako naprej. Skratka, nevromišična rehabilitacija izkorišča tako imenovano plastičnost centralnega živčnega sistema, predvsem se bomo osredotočili tukaj na motorični sistem in na motorično rehabilitacijo. Tale zahteva zelo veliko napora. Če si predstavljate, da je treba človeka, ki tehta tudi 100 kg in več, nekako premakniti, pripraviti do tega, da sodeluje, je treba izvesti veliko ciljno usmerjenih gibov, ponovitev vaj, ki pa niso le razmigavanje oziroma telovadba, kot bi si marsikdo predstavljal, ampak predstavljajo gib mišice, se pravi v skrajno lego, tako da izzovejo neke vrste refleks, skratka, da pride v tisti položaj, v katerem tudi živčevje odreagira oziroma pride do svoje funkcije. In takrat je rehabilitacija, kako bi rekli, funkcionalna.
Seveda, če želimo zvedeti, kako uspešna je bila ta rehabilitacija, pogosto izvedemo kak klinični test. Klinični testi so validirani, medicinsko uveljavljeni in kakor sami vidimo tudi na slikah, niso tako preprosti za izvedbo, predvsem, če gre za človeka, ki ne sodeluje ali je večje težave. Skratka, za izvedbo rehabilitacije oziroma določenih gibov, pa recimo na bradlji, pri bradlji ali pa v hoji, potrebujemo včasih tudi 3 fizioterapevte, da izvedejo posamezni gib, kaj šele, da bi ga lahko velikokrat ponovili. Ob tem se pojavi zopet vprašanje iz naslova, zakaj neki robot v rehabilitaciji? Ali to pomeni, da bo robot nadomestil človeka, ki je v principu še vedno zelo sposoben, človek ima znanje, ima izkušnje, ne glede na to, da govorimo o pametnih robotih, pa o pametnih zadevah, pameten je človek. Robot se nauči določenih stvari, pa pameten je še vedno samo človek. Se pravi, to nekako bi rekli, da ne drži. Pacienti imajo raje prijaznega terapeuta. Velikokrat to drži. Velikokrat pacient pravi, da bi se raje pogovarjal s človekom, kakor pa da bi ga nekako robot obravnaval. Tudi to drži. Da terapeuti zmorejo bolje in se nikoli ne utrudijo. Tole mislim, da se boste vsi strinjali, da je to skoraj nemogoče. Namreč že izvesti 2 giba enako, z enako natančnostjo, enako ponovljivosti, kaj šele stopnjevati težavnost in se prilagoditi vsakemu pacientu, ki ima drugačne motorične sposobnosti ali pa recimo kognitivne sposobnosti, to je praktično nemogoče. In ali lahko meritve opravimo kasneje, ker imamo teste. Pogosto se klinični testi opravijo ob sprejemu, potem ob določeni končani terapiji, zato da se ovrednoti terapija, zato da se ugotovi, koliko je pač funkcionalnost napredovala in tako naprej. Tega žal drugače kot z strojem, pa če je to človek, ki opravlja delo stroja in 1000-krat ponovi, je težko izvedljivo. Robot ima eno možnost, najensko se ne utrudi, sposoben je delati 24h7, približno 3 dni, potem mu je treba napolniti baterije in zmore 1000 in več enakih ponovitev. Potem, kar zmore tudi robot zmore zmanjševanje intenzivnosti, zmore tudi terapijo intenzivneje povečevati. Se pravi, to ne pomeni samo hitrost, ampak kot lahko vidite na sliki robota, to je tisti robot iz industrijskega robota nastal medicinski robot KUKA, ki ga je dansko podjetje poimenovalo Robert in so ga naredili in postavili na mobilno platformo in je že zdaj na voljo. Se pravi, zmanjšuje intenzivnost terapije. To pomeni, da je tudi v tem primeru obseg giba lahko zmanjša, poveča in tako naprej, odvisno od tega, kako pacient seveda odreagira ali mu terapevt pokaže, ker robot se je sposoben tudi kaj naučiti. Potem, kaj omogoča robot? Omogoča tudi sprotne meritve, primerjave rezultate s testi, ki jih lahko primerja sproti, pa recimo, če so že v informacijskem sistemu, jih lahko prepusti, da si jih ogleda tudi kak drug strokovnjak in med tem, ko terapija poteka, tudi sam vskoči ali pa prilagodi terapijo. Seveda od tega se tudi robot lahko sproti nauči in to izvede. Spravi, tole je tisto tak odgovor, zakaj bi imeli robota v rehabilitaciji. Potem, katera področja bi pokrili? A je robot sposoben pokriti vsa področja? Velikokrat srečamo robote, to bi rekel, da v socialni robotiki, ki se pogovarjajo, ki delajo družbo starostnikom, mogoče tudi seveda komunicirajo z njimi. Vendar v rehabilitaciji imamo ponavadi večjo težavo z vadbo ravnotežja. Pravi, človek mora stati, mora vaditi ravnotežje, prenesti težo iz ene strani na drugo stran. Predstavljajte si človeka, ki je utrpel možgansko kap, je enostransko popolnoma hrom, kako bo prenesel težo na hromo stran? Verjetno najprej nikakor, kasneje pa z nezaupanjem. In se pravi, to je tisto, kar lahko omogoči robot. Potem omogoči seveda lahko tudi varno in energetsko učinkovito vstajanje. Se pravi, kako človek vstane. Tudi to lahko
z robotom omogočimo. Seveda najprej treba ugotoviti, kaj je energetsko učinkovito vstajanje. Zato smo nekako znanstveniki tudi, da lahko tudi to preiščemo. Potem omogoča ciljno vodeno vadbo. Kaj pomeni ciljno? Se pravi, da imamo nek cilj, ki ga moramo doseči, ki ga moramo narediti, ker človek je nagnjen k temu, da ko izpolnjuje nek cilj, da je potem zadovoljen, motiviran. Poleg tega se cilja loti na drugačen način. Možgani modelirajo cel čas, kako bo cilj izvedel. Se pravi, tu ne gre samo za tisto, da vidimo cilj in da potem to dosežemo motorično, ampak tudi kako ga bomo dosegli, kako bomo naredili, to je dejansko na neke vrste modeliranje v možganih. In seveda, mi pa lahko med tem vadbo prilagajamo glede na učinkovitost. Se pravi, kaj pomeni učinkovitost? To pomeni, da je izvedba naloge v skladu s pričakovanji in pa seveda prilagajamo sproti glede na sposobnosti in napredek pacienta. Zakaj je to potrebno? Zaradi tega, ker vsak pacient je individuum. Konec koncev ima vsak sposobnosti, eni so manj sposobni, eni hitreje napredujejo pri rehabilitaciji, drugi počasneje. In zdaj, če se nekako lotimo ravnotežja, moramo človeka obdržati po konci. Na Soči smo izdelali robota, ki smo ga poimenovali Bart. Robot drži človeka v višini pasu in omogoča pasivno ali pa aktivno kontrolo v pasu. Pravi, dejansko ne morete pasti v nobenem primeru. Lahko pa seveda robot poskuša vam vsiliti neke vrste padanja. Pravi, nenehno, mi to imenujemo nepričakovane perturbacije, ampak v glavnem izgubili boste ravnotežje. In to lahko tudi počnemo med hojo ali med stojo, pravi, kakor pa želimo in v katerikoli smeri. Lahko so naključne, lahko jih pa pričakuje. Lahko so v skladu z pričakovano nalogo, v navidezni resničnosti, lahko pa tudi ne. Sedaj iz takih in drugačnih naprav, ene smo pač nekako razvili na Soči, druge so razvili drugi, so nastale naprave, komercialne naprave, kot je recimo Lokomat, nekoč bi rekel švicarski Lokomat, danes bom rekel kitajski Lokomat, ali pa recimo Balance Trainer, katerega avtorji smo nekako v Sloveniji, patentirala z tega pa profesor Matjačič in profesor Senkjer na Danskem in je nastala iz tega zelo enostavna, tako imenovana stojka, ki jo vidimo na desni sliki. Omogoča pasivno vadbo ravnotežja, se pravi, dejansko lahko nastavite trdnost zmeti in terapevtu omogoča, da to sam upravlja prenos teže iz leve, desno oziroma v vseh smereh. Potem se lahko tako platformo lahko tudi postavimo v gibanje, ker ti namreč osnovni cilj ohranjanja ravnotežja, dinamičnega ravnotežja je hoja. Konec koncev, to je cilj, da želimo hoditi. Mi smo iz Balance Trainerja naredili mobilni Balance Trainer. Ga opremili z raznimi računalniki, senzorji, tako kot se za mobilnega robota spodobi, je bil sposoben orientacije v prostoru, risal je zemljevid svoj, pa se je tukaj zataknilo. Potem smo prišli do prototipa, prototip je bil malo poenostavnejši, je bil bolj robusten, deloval je, imel je pasivno kontrolo ravnotežja in je sledil pacientu. Se pravi, če pacient stopil naprej, je tudi robot se premaknil naprej in tako. Tako da interakcija med pacientom in med robotom je bila praktično zmanjševanje oziroma ničelna sila. In kaj je nastalo iz tega? Ego, komercialni izdelek podjetja Medica Medicine Technic. Popolnoma daljinsko vodena naprava, nobene inteligence, ničesar. Robot dejansko je izgubil tisto besedo robot, postal je daljinsko vodeni stojka, če ji tako rečemo, dinamična stojka. Ampak to je nekaj, kar je podjetje ocenilo, da je v danem trenutku bilo komercialno zanimivo. Kasneje so sicer dodali še določene elektronske igrače, da temu tako rečem, se pravi, da je bilo neke vrste možno, da je tudi določene naloge sam opravil, se pravi, določeno trajektorijo po prostoru je sam opravil, vendar seveda ni imel te avtonomnosti. Da smo lahko prešli tudi na dinamično ravnotežje, smo seveda tudi
preskusili plošče. Tukaj smo vstopili z raziskavami. Namreč raziskave so vedno potrebna ali pa nepotreben balast, ki more biti. Zato, ker drugače ne moremo ugotoviti, kakšen bi bil primeren robot, kakšna platforma bi bila primerna, kako bi, pa katere gibe bi izvali, da bi sprožili to plastičnost v možganih. Pravi, tako smo nekako v okviru evropskega projekta naredili tehnologijo, ki je bila tudi primerna potem takem za uporabo na domu. Vključili smo jo v telerehabilitacijski sistem, preskusili v pametnem stanovanju Dom Iris in tudi pri pacientih po možganski kapi. Se pravi, tale naša oseba je na nek način, kadar je trčila z virtualnim objektom, jo je dejansko spodneslo. To je bilo tako imenovano dinamična vadba ravnotežja. V takem primeru pride do odziva in ta odziv je tisti, ki ga mi želimo zmeriti. Ampak, če oseba želela vstati, pa težko vstaja, smo morali najprej ugotoviti, kakor že prej povedano, kako se učinkovito vstane. Spravi, študirali smo vstajanje zdravega človeka, preračunali, kakšno bi bilo najbolj učinkovito, pa najbolj optimalno vstajanje, naredili številne meritve z srednjo podporo robota, z popolno podporo robota in ugotovili, kakšne so pri tem trajektorije oziroma koti v posameznih sklepih, poraba energije v sklepih in seveda tudi mišična aktivnost po posameznih mišicah, ki so aktivne pri tem. Ugotovili smo, da pri polni podpori, se pravi polni STS podpori, na desni strani vidimo, da mišica quadriceps sploh ni aktivna in ravno tako ne tibialis anterior. Če se gledamo, se pravi, vidimo, da te mišice niso aktivne. Zato želimo imeti manjšo podporo, pri kateri lahko načrtujemo ali pa seveda mogoče celo ničelno podporo. Takrat robot samo sledi pacientu. No in tako je nastal prototip, tako imenovani STS oziroma kakor ga imenujemo Sit-to-Stand Strainer, kateremu je nekako so uradi podelili ameriški in evropski patent in seveda naprava trenutno prestaja klinično preskušanje. Vendar, če od tukaj naprej gremo, je druga najbolj pomembna stvar, poleg tega, da vstanemo, kar je pomembno tudi seveda za prebavo, je doseganje in prijemanje, se pravi uporaba zgornjih pokončin. Brez tega dejansko si ne predstavljamo življenja. Tudi če bi sedeli na vozičku, bi nam to zelo veliko pomenilo. Zato je rehabilitacija zgornjih ekstremitet lahko seveda tudi ena od prioritet. Preko razvoja, raziskav, nekaj let smo prišli do tega, da bi lahko izdelali napravo robota za urjenje zgornjih pokončin z dvema motorjema, se pravi poenostavljeno zadevo. Poleg tega bi lahko istega robota uporabljali tako za rehabilitacijo roke, kakor za rehabilitacijo zapestja. In smo prišli do prototipa. Prototip je dobil potem nekako evropski in ameriški patent kasneje. Dodali smo mu tudi ciljno usmerjene naloge. Robot je v primarni fazi lahko deloval popolnoma samostojno, se pravi, da se je pacient neposredno prepustil gibanju robota in užival v tem, da mu robot premika končine. Lahko seveda smo nastavili tudi stopnjo, ki se je spreminjala glede na uspešnost kasneje opravljene naloge in je bila ta podpora tudi ničelna. Se pravi, da je robot vzdrževal ničelno silo med roko pacienta in med motorjem, pravi tako imenovani null space, da je pravzaprav celotno nalogo pacient opravil brez podpore. Če pa seveda ni bil pri tem uspešen, pa se je potem podpora višala. In kasneje seveda smo prišli tudi do tega, da smo to nekako posodobili do te mere, da se je samo prestavljala ta podpora
glede na uspešnost v izbrani nalogi. Patent seveda je bil uspešno prodan, vsi so bili veseli, še najbolj vesela je bila inštitucija, zato da smo pač lahko tudi projekt pokrili. In na naše veliko razočaranje je zopet nastala naprava, ki je bila precej poenostavljena, se pravi, ni bila taka, kot smo si mi želeli, bila je na mizi, omogočala je samo rehabilitacijo zapestja, nekako tudi roke, ampak v glavnem samo v 2 dimenzijah, ni bilo možno gor, dol, ampak samo horizontalno po mizi. Naloge so bile tudi precej bolj poenostavljene, bliže so bile delovni terapiji, kot smo si mi želeli. Ampak taka je bila tudi seveda realnost. No, seveda, nekatere stvari so pa končale kot komercialni produkti, se pravi, Hukoma je izdelala pasivnega robota Armea, kasneje tudi aktivnega preko razvoja, vendar najbolj prodan izdelek je bil seveda pasivni, ki je imel naloge v tako imenovane exergaming, se pravi igre, ki jih pacienti izvajajo in s katerim so zelo motivirani. Kitajsko podjetje, ki šele vstopa na evropsko in ameriško tržišče, pa na Kitajskem zelo močno, je pa prešlo bolj v smeri eksoskeletov, se pravi, da je praktično celotna roka vpeta kot v robot in robot premika tako zapestje, komolec, kot tudi ramo. Terapevt pa seveda pri tem spremlja gibanje, nastavlja težavnostne stopnje, nastavlja lahko tudi podporo in podobno. Se pravi, prej ali slej se srečamo, pa vstopimo v tisto fazo, ko začnemo razmišljati o inteligentnih robotih in haptičnih napravah. Kaj so pa haptične naprave? Cel čas sem poudarjal, da je robot v interakciji s človekom in z nalogo. Se pravi, haptično v grščini pomeni vse, kar je povezano z dotikom. Se pravi, če se z robotom dotikamo virtualnega objekta, se pravi navideznega objekta in čutimo tako imenovano navidezno steno, čutimo mehkobo, trdnost objekta, potem rečemo, da imamo haptični vmesnik. Se pravi, kakšne vrste občutek omogoča to? Omogoča dotik z virtualnimi, z navideznimi objekti in postavljanje navideznih zidov, ki so lahko zelo trdni, lahko so zelo mehki, odvisno od tega, kako želimo usmerjati nalogo. Se pravi, koliko prostora želimo dati pacientu, glede na to, koliko ima možnosti obsega giba v zgornjih pokončinah, v glavnem govorimo zdaj o zgornjih pokončinah, in seveda, kolikšno možnost ima, da iztegne roko popolnoma ali je ne more iztegniti. Se pravi, vse to nekako lahko reguliramo. Pridemo potem tudi do točke, ko želimo tovrstno regulacijo, ki jo ne prenastavljamo pri nalogi, ampak želimo imeti na nek način samoučečo. Ko želimo, da se na podlagi podatkov, ki jih izmerimo, tudi uči. Naučimo lahko nevronsko mrežo naprej, lahko jo učimo tudi med samo terapijo, kar pa seveda v danem trenutku verjetno ne bo šlo skozi etično komisijo. Namreč po novi direktivi za medical devices je dejansko umetna inteligenca seveda zaenkrat še zelo v težavah, ampak mi smo prepričani, da bo tudi ta inteligentna komponenta robota kmalu prej ali slej tudi postala stalnica. In tako prepuščamo razne odločitve pri izbiri naloge, pri izbiri težavnosti naloge, pri izbiri podpore za pacienta, pravzaprav lahko prepustimo delno tudi robotu. In ta znanja uporabimo za začetek v evropskem projektu Corbis, kjer smo nekako spravili skupaj približno 800 kg železa, aluminija in vsega. Največja težava pri tem robotu je bilo seveda, kako ga spraviti v prostor, ne to, kako ga spraviti v funkcionalnost. Robot omogoča učenje trajektorije gibanja, pravi, vidimo hojo po tekočem traku, omogoča, da se nekako robot nauči tisto, kar
terapevt želi in na to pacient reproducira. Ampak ne takoj, se pravi, ne naučimo ga vzorca in ga potem vsiljujemo pacientu, ampak vemo, kakšen bo končni vzorec, do tega končnega vzorca pridemo pa postopoma, tako kot tudi pacient napreduje v rehabilitaciji. Se pravi, ali zmore tolikšen obseg giba v kolenu, ali levo koleno zaostaja za desnim in tako naprej. Skratka, projekt je zaživel, številne tehnične rešitve so končale pri podjetjih Žung, Otobok, ki se ukvarjajo z medicinsko opremo. Kaj pa robot? Robot je pa v Tehniškem muzeju Bistra. Nekaj časa je služil za študije v Soči, zdaj smo ga pa podarili Tehniškemu muzeju Bistra. Zdaj pa, preden seveda poskušamo robota uvrstiti v klinično okolje, kar je težko že s stališča pridobivanja raznih dokumentov, etičnih soglasij. Danes v Evropi postaja veliko predpisov, zadnji je tudi Medical Device Regulation, ki zelo strogo omejuje uporabo tako imenovanih inteligentnih robotov. Robot mora biti 100% varen. In mi smo za tovrstne raziskave zdaj, kjer nas zanimajo povratne informacije, kako človek premakne roko, zdrav človek, govorimo seveda o zdravem človeku, o svojem kolegu, kako premika roko, kako dosega do določenih objektov, če objekt vidi v celoti, če vidi svojo roko v celoti, če mu robot pomaga ali če mu robot ne pomaga. Namreč zanimivo je, da ljudje izberemo popolnoma drugačno strategijo doseganja, prijemanja predmetov, če vidimo predmet, če občutimo predmet, ali če vidimo samo svoje zapestje, ali če vidimo celotno svojo roko, ali imamo omejen obseg vida, se pravi, da imamo zoženo obzorje, se pravi, popolnoma drugačno strategijo izberemo. Ni vedno samo slika, vidim, primem na enak način. In v tej študiji smo dejansko šli v merjenje elektromiografske aktivnosti mišic 5 mišičnih skupin in seveda robota smo spravili v delovanje kot haptični vmesnik. To je nemški robot Franka Emika, katerega so načrtovali bivši inženirji Kuke, in omogoča, ima tako imenovani odprtokodni kontroler, se pravi, da mi lahko dejansko dostopamo do najnižjega nivoja kontrole. Seveda, ob upoštevanju varnosti, da ne presežemo določenih navorov v posameznih sklepih, takrat se pa pač zgodi to, kar se je z mikrofonom zgodilo. Seveda, v tem upočasnjenem gibanju vidimo, da se oseba približuje virtualnemu predmetu, ki je lahko velik ali manjši, se pravi tudi velikost objekta vpliva pri tem. Potem vpliva, koliko je objekt mehak, koliko lahko z robotom gre v objekt in seveda v kolikšni meri seveda mu robot pomaga. Nas je zanimalo seveda, kakšno strategijo bo izbral testiranec, če bo dotik občutil, se pravi kot haptični dotik in lahko seveda ga tudi videl, ali mu bo pa ta informacija odvzeta. In potem v tretji fazi, ali bo samo dotik videl, se pravi se bo objekt obarval v drugo barvo, ne bo ga pa občutil. In seveda pri teh, to smo preizkusili na 10 in v vseh teh 3 različnih tako imenovanih modularnostih smo dejansko ugotovili, da je zelo pomembno, da človek objekt začuti, mogoče celo bolj pomembno, da človek objekt začuti, kakor to, da vidi, kdaj se ga je dotaknil. Seveda to potrebujejo tudi raziskave aktivnosti posameznih mišic. In od tukaj naprej potem preidemo še na prijemanje. Tudi prijemanje je zelo težavno, sploh pri pacientih po možganski kapi, ki imajo precej visoko stopnjo spastičnosti, kar pomeni, da imajo zvite prste in pomeni to, da pri vsakem hitrem gibu prihaja do kontrarefleksnega giba in v takem primeru je zelo pomembna tudi rehabilitacija za prijemanje.
Zanimivo je to, da je do sedaj bila vsa rehabilitacija v glavnem večinoma usmerjena v tisti del uda, ki je bil prizadet. Se pravi, nikoli nismo razmišljali o tem, da je večina opravil dvoročnih. In da so dvoročna opravila, ki jih upravljajo, jih najprej opravijo tako, da porabijo zdravo roko, zdrav ud v 90% in le v 1% prizadetega. No, in to je tisto, kar si želimo spremeniti, oziroma želimo, da uporablja čim več tudi prizadeto okončino, v tem primeru recimo roko. Zakaj potem ne bi uporabili, kako bi rekli, realnih predmetov, v tem primeru vprašanje? Kocke, vse, kar je na mizi. Zakaj silimo nekako vedno v neke vrste navidezne resničnosti, na tehnologijo tega? Pa potem želeli bi tudi imeti 3D ali pa 2D. Na to zaenkrat še nimamo popolnega odgovora, ali je eno ali drugo. Omogoča pa navidezno okolje nekaj, česar v realnem svetu ne moremo doseči. To je predvsem to, da lahko izoliramo okolje. Okolje postane nekako del tistega, v katerem opravljamo nalogo, in vsi zunanji dražljaji nekako postanejo nepomembni. Se pravi, osredotočenost na nalogo je bistveno višja. Sam sicer nisem psiholog, vendar smo opravili zelo veliko raziskav na tem področju, kako pomembno je, da je oseba osredotočena na nalogo, popolnoma osredotočena na nalogo, ali v tem primeru sodeluje z svojim terapevtom ali s svojcem, ali pa tekmuje z njim. Tako smo študirali kooperativne igre in tekmovalne igre pri pacientih po možganski kapi, se pravi najbolj klasično igro Pong iz leta 1979 smo predelali in smo ugotovili, da je to ena najbolj motivirajočih iger, kar smo jih sploh imeli, ne glede na to, da nobene grafike ne premore ničesar, neverjetno kakšne stvari motivirajo človeka, v katerim se najde kot tekmovalec. Potem, ali je tekmovalnost, ali je kooperativnost tista, ki spodbuja, ki motivira za to, da upravljajo gibe. Predvsem pomembna stvar, ki smo jo pri teh dveh študijah ugotovili, je to, da je treba gib izvesti spontano. Se pravi, ne, da mislimo, da ga bomo naredili, ampak da imamo pred sabo cilj, da nekaj naredimo, medtem pa to naredimo spontano, koliko nam seveda to centralni živčni sistem in mišično-živčni sistem omogoča. Tukaj smo ugotovili, da je dejansko kooperativnost zelo, zelo pomembna, oziroma z psihološkega stališča mogoče celo boljša kot tekmovalnost. Kaj pa naj rečemo o tem, v moderni tehnologiji, obstajati, izolirati človeka v 3D svet ali mu pustiti, da upravlja nalogo recimo na računalniku v tako imenovanem 2D prostoru. Funkcionalno gledano, klinično gledano, nismo ugotovili velikih razlik. Se pravi, na koncu smo dobili napredek, ki je bil zelo, zelo malo različen. Se pravi, skoraj statistično nepomembno različen v dveh modusih. Je bila pa uporaba 3D tehnologije imela neverjetni psihološki učinek, namreč zavzetost, motiviranost in pa predvsem, kar je bilo to, da je bila ta osredotočenost na nalogo precej višja. Se pravi, ni bilo zunanjih motenj, kakor lahko vidite, ima levi pacient, gospod, ki ima Parkinsonovo bolezen, imel dejansko te zvoke samo iz igre, prestavljali so kocke iz prostora v neko škatlo. Se pravi, zelo podobna igra, kot jo imamo tudi lahko na mizi. Potem smo pa šli na zelo spolzko področje, na katerega se pač do zdaj nismo nikoli spuščali. Se pravi, ukvarjali smo se z motoriko, v glavnem z gibanjem pri človeku. Potem je prišla pa čuječnost, tako imenovan mindfulness po angleško, in kako dejansko mindfulness oziroma čuječnost vpliva na človeka. Vemo in nekako iz literature smo prebrali, da je to dobra terapija za anksioznost, depresijo, stres. Obstajajo publikacije, da je tudi recimo
pomaga pacientom z rakom, pri izgorelosti in pri stresu. Vendar mi smo se drugače, mi smo se to zastavili kot telerehabilitacijo. Se pravi, želeli smo vključiti več pacientov, zagotoviti popolno anonimnost, razpoložljivost tudi doma, pri praktično zelo nizkih stroških, zaradi tega, ker je pač to vodil lahko en terapevt oziroma tako kot bi rekel, en izkušen inštruktor. Seveda pa tudi tehnologija ima svoje omejitve, tako kot so imeli tudi roboti. Namreč osebna komunikacija je tista, ki pa tukrat dejansko šepa, čeprav so bili v stiku. Potem tehnična pomoč, ki je bila omejena, in pa seveda potreba je bila po širokopasovnem internetu. Kljub temu, da smo imeli odličen vmesnik, pacienti so se nahajali v virtualni sobi, videli so tako imenovane avatarje, se pravi, oni niso zmogli prepoznati ne svojega sopacienta, videli so pa seveda vsi terapevta lahko. Terapevt pa seveda ni videl njih, le videl jih kot avatarje. Naloge so bile bodisi v navideznem okolju, bodisi so se sproščali ob 3D video posnetku. Ob tem jim je sledil inštruktor, terapevt, ki se je z njimi pogovarjal, lahko je seveda tudi vzdrževal videokomunikacijo, če je želel z enim pacientom posebej, se pravi 1 na 1, lahko pa vsem recimo 4 hkrati, v tem trenutku je imel 4, in seveda smo to preizkusili tudi v živo, v času korone je bilo to skoraj, da bi rekli, idealno, je pa sistem nastal že malo pred tem. Tehnologija je bila potem preverjena na mobilnih telefonih, na Samsungovih in seveda s podjetjem MindMeets smo seveda aplikacijo tudi lansirali, vendar je bila verjetno malenkost pred časom. In zdaj pridemo do tistega, s čimer se mi velikokrat srečamo in vprašanje, ki si ga pogosto postavimo, kaj dejansko, kakšna je bila vloga podjetij pri naših prototipih. Podjetja so poenostavila, praktično so uničila naše raziskovalne izdelke, da tako rečemo. Naredile so zelo enostavne, poenostavljene, tržno zanimive izdelke. Ker namreč podjetja nimajo časa za razvoj, zato smo ga imeli mi. Imajo pa denar od prodaje. Poznajo trge, imajo uveljavljene produkte in vejo časovno, kdaj, kak produkt in v kakšni obliki, kako zahteven produkt postaviti na tržišče. Tega akademski svet nima. Akademski svet ima pa čas za raziskovanje, lahko ugotovi principe delovanja, lahko ugotovi, kaj ne deluje in kaj je tisto, kar mogoče nima smisla ali bi bilo eventualno mogoče celo nesmiselno uporabljati, vendar seveda nima informacij o trgu. Nima znanja tudi pogosto o certificiranju in umeščanju produktov, čeprav se moramo tudi zadnje čase s tem ukvarjati, če želimo seveda prototip patentirati in ga seveda vsaj do te mere pripraviti, da pri podjetjih prisluhnejo. Se pravi, zato je zelo pomembna ta sinergija med dvema svetovoma in samo s to sinergijo je možno doseči, kot pravi ameriški kolega, da we have money, but we don't have time. Se pravi, doseči, da nekaj od tega znanja pride tudi v realni svet. Ali pa, da robot, tako zahteven robot, konča v rehabilitaciji. Tako jaz se zahvaljujem vam za pozornost, upam, da sem nekako poskušal podati. Hkrati se zahvaljujem tudi svojemu japonskemu študentu Yasuhiro Katu, ki je bil z mano skoraj 2 leti, sodelavcu Igorju Tomšiču in Matjažu Zadravcu, Andreju Olanšku in na koncu še profesorju Matjačiču, s katerim sva kar nekaj stvari patentirala in nekako vzpostavila tudi raziskovalno skupino. Hkrati se zahvaljujem tudi za povabilo Znanost na cesti.
In seveda vam želim še naprej lep večer, mogoče pa tudi odgovorim na kakšno vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj je čas za vprašanja. Če ne, bom kar jaz mogoče začel, da prebijemo led. Na koncu ste prikazali ta slajd, čas je denar in povezanost med akademijo in podjetji. Kolikšen delež pa pride potem res teh robotov na tržišče? Torej, v kakšnem času mogoče? Ja, to je dejansko, kako bi rekel, vprašanje za $1 milijon. Težko rečemo koliko, ker če bi imeli natančno. Mi imamo samo podatek. En podatek od nemškega podjetja je tako na 23,000 projektov eden. Ja. Zdaj, če malo na tem slajdu, se pravi, obstajajo seveda podjetja, ki jih zanima komercializacija produkta, ne? In pri tem pač izkoriščajo svoje znanje, da v precejšnji meri, kot pravite, poenostavijo nekatere razvite prototipe in tako naprej, ne? Pol je pa tukaj verjetno še eno vmesno tržišče, naprimer zanimanje podobnih inštitucij, kot je Soča, za bolj razvite produkte, ne, po svetu. A ste kdaj razmišljali o tem? Se pravi, da, ne vem, ustanovi Soča odcepljeno podjetje, ki pa ne dela produkte komercialne za trg neposredno, ampak za druge rehabilitacijske inštitute. Dejansko v tej smeri so potekla razmišljanja. Soča je samo razmišljala. Soča je v svoji zgodovini, ko je bil še Zavod za rehabilitacijo, začela s proizvodnjo vozičkov, invalidskih vozičkov. To so potem na nek način ukinili iz različnih vzrokov. Kasneje seveda Soča ni imela komercialnega interesa, da bi kot javni zdravstveni zavod šla v to. Ko smo začeli z raznim patentiranjem, prodajo patenta, s tem poslovnim modelom smo poskušali tudi, da bi se o tem pogovarjali, vendar kot javni zavod ne more biti ustanovitelj podjetja za take stvari. Tako da smo to idejo opustili. Je pa seveda to, kar ste povedali, ne? Mi smo ena od takih inštitucij, ki smo uporabniki visokotehnoloških naprednih prototipov. In sorodne inštitucije, s katerimi se najprej povežemo, bodisi v okviru Evropskega okvirnega programa ali kako drugače, tudi postanejo uporabniki vrhunskih oziroma znanstvenih robotov. In seveda oni so tisti, ki polnijo bazo podatkov z znanjem. In seveda potem so na nek način generatorji novih generacij. Medtem ko trg pa je vedno en korak previdnejši od tega. Še kakšno vprašanje iz publike? Mogoče še vprašanje, zadnje čase se tudi veliko uporabljate machine learning. Ali se ti roboti tudi lahko kako sami od sebe učijo glede na predhodna znanja oziroma izkušnje? In če se to bi lahko uporabljalo mogoče? V principu ja, mi dejansko še vedno uporabljamo kinematični in dinamični model vodenja robota in pa modeliramo z dinamiko. Lahko bi celotno tole prepustili tudi machine learningu, nevronski mreži, vendar ne v realnem času. V realnem času bi bila težava z pridobitvijo etičnega dovoljenja zaradi tega, ker ne bi mogli predvideti, kaj se bo zgodilo. In tega pa žal ne, ker to pa zdaj v danem trenutku ni možno. Jaz imam eno čisto osnovno vprašanje. Ko robot izvaja neko terapijo, a je vedno potrebna tudi nujno prisotnost terapevta človeškega ali
jih zaupamo dovolj robotom, da bi sami recimo jih pustili, da ne vem, 2 uri terapije izvajajo sami s pacientom? V principu je prisotnost terapevta, ne bom rekel nujna, ampak izredno zaželena. Cilj robotske rehabilitacije ni terapevta izključiti iz tega postopka, ampak omogočiti, da en terapevt nekako nadzira oziroma upravlja z terapijo večjih pacientov. Ne pa, da smo imeli zdaj 3 ali pa 4 terapevte na enega pacienta, predvsem kadar gre za veliko težje poškodbe. Še vprašanje kakšno? Drugače bi mogoče zadnje vprašanje. Kje vidite robotiko v rehabilitaciji, mogoče čez par 10, 20 let? Ja, mi dejansko spremljamo ta razvoj poteka zelo hitro. Roboti v medicino vstopajo na vsa vrata, celo nad oknom bi lahko rekli. Roboti bodo prevzeli predvsem tista težja dela, takrat, ko je treba fizično delati, ko je treba stvari prilagajati. Tako da v naslednjih desetletjih bodo verjetno roboti igrali precej pomembno vlogo v rehabilitaciji, tako da bodo rehabilitacijski centri imeli neke vrste robotsko-terapevtski prostor, kjer bo več robotskih naprav za rehabilitacijo. Tako se nekako predstavljamo, vse te centri nekako že nastajajo. Potem, če ni vprašanj, bi se še enkrat zahvalili predavatelju.